folk in dobrodošli v novo epizodo Shredding Season serije. Danes folk imamo klasičen vlog in zelo zanimiv trening. Ampak prvo, obrok, pre-workout meal, ki sem se ga kar pripravil, kot vedno zame so to testenine, v tem primeru danes z tuno, 120 gramov pašte, 2 tuni v lastnem soku, malo paradižnikove omake in potem bom pojedel ob strani še mislim enih 30 gramov lešnikov, kot pač te neke maščobe pred treningom, ki pridejo ful prav. Že dosti časa mislim, da na channelu ni bilo nekega treninga hrbta, če se ne motim. Pač mislim, da prav dosti časa, tako da danes je lek prišel, da snemam in imam pull day, tako da pride ful dobro danes, torej hrbet, biceps. Danes bom trening posnel kot tiste treninge, ki sem posnel že naprimer v prejšnji epizodi, ki vam je bilo všeč. Tisti stil videa, ki grem tako počasi skozi svoj trening, kjer razlagam vsake vaje, v bistvu zakaj jih imam, kako jih izvajam. Današnja jutranja kilaža je bila 87,7 kg. Recimo zdaj, ki smo na koncu novembra, v teh prvih 3 mesecih kata sem zgubil okoli 6,5 kg, 7 kg, če gledamo, da sem začel na 94,5. Tako da danes bom probal res posnet vsaj upper body, da malo posnamem, koliko se je spremenilo s tem, ki sem zgubil pač zdaj od zadnjega fizika leta kar nekaj kil. Kalorije še vedno na 3100. Danes, ko snemam ta video, sem naredil ponovno spremembo glede kardija, tako da namesto 6x po 25 imam po 25 minut, imam 6x na workout program po 30 minut, tako da danes me čaka tudi pol ure kardija. Načeloma po treningu, pač kardio itak delam vedno po treningu, tako da ne vem, danes mogoče glede časa in organizacije, mogoče bom naredil danes, kar ni optimalno pred treningom kardio, ampak to bom pač še videl. Pašta disappeared, zaključena. Zdaj, kot sem rekel, sem vzel še te lešnike, ki sem rekel, da pred treningom pridejo zelo prav, kot maščobe. Gremo zdaj pripraviti pre-workout. Himalajsko sol, grem z kreatinom, 4-5 gramov v pre-workout. In toastim free, okus jagoda kiwi. Tistega drugega okusa sploh nisem še probal. Mislim, da je nek mango, na meni te mango pre-workouti, ampak ne vem, načeloma tudi te kiwi pre-workouti mi niso bili všeč, pa zdaj so naredili ta nov okus, oziroma pač so ga popravili od prvič, ko sem ga probal in je res dober. Tako da evo folk, pre-workout pripravljen, kot vedno za Jim Beam, koda MAX5 za 5% popusta in za me supportat. Hvala vsem, ki ste v oktobru in novembru uporabili mojo kodico. Absolutno ste jo demolišali. Hvala vsem, ful za support, cenim. Smo ready in se vidimo, dobimo v gymu. Evo nas folk, začenjamo kot obljubljeno, full day. Kot vidite, jaz sem že poten, sem naredil kardio, danes zaradi časovnih omejitev, ni optimalno, ampak ok, danes je pač tako prišlo, tako da 30 minut kardio je bilo mano, sem vroč, sem segret in začenjamo takoj s prvo vajo za hrbet in sicer unilateral pullovers. Calf pullovers, to je res tako ena varianta pulloversu, ki sem prvič probal tako 2 meseca nazaj od Hypertrophy coacha, sem jo probral, let's go. Zaključili, kot rečeno, pulloverse. Vmes sem naredil še, kot ste videli, pull-upse. Sem jih pozabil, načeloma pač pull-upse so vedno prva vaja, pa sem jih delal vmes med segrevalnimi za pullovers. Na začetku treninga za hrbet
mi vedno fokus nekako dela te vaje, da pač razširim, da odprem hrbet, torej lat work, ali so to kakšni pull-downsi, v današnjem primeru pač pull-upsi in pulloveri, ki je vse pač za razširiti za latce. In zdaj začnemo rowati, row to grow, as they say, klasičen barbell row, tukaj tudi imamo v bistvu 3 stopnjevalne sete in potem imamo 2 working seta, kjer bom v bistvu prvi set delal z enim prijemom, torej ta v bistvu enkrat supinated, enkrat pronated grip, tako da po domače povedano enkrat tako štanga, enkrat tako, za zadeti različen del hrbta. Tako da to je to, let's get to work. Naslednja vaja folk, imamo spet row, ampak tokrat z dumbbelli. Jaz pač to delam na klopci, torej da imam nekako hrbet res raven. Nekateri pač delajo tako, da so malo nagnjeni z roko, torej da je tako hrbet po 45, pač meni osebno najbolj paše, da delam, da se nekako s kolenom in z roko naslonim na klopco in delam, da imam raven hrbet. Vse boste pač videli, zdaj pač vedno jih tako delam. Imamo eno stopnjevalno, tukaj je hrbet že kar napumpan in potem 2 delovna seta. To je to, spet pač počasno spuščanje, torej počasna negativa, to je pač pri vseh vajah za hrbet pride upoštev ta res počasna negativa, spuščanje uteži in potem malo bolj eksplozivno z squeezom čisto na koncu. To je spet nekako bolj row. V bistvu pač premik komolca in roke je dosti bolj, ko se reče, pravokoten na hrbet, glede na primer, kako je bilo pri barbell rowsih, ki sem namerno malo bolj kot delal, da je iz odspodaj proti odzgoraj v hrbtu. In potem čisto zadnja vaja, pa bo še zadnji kot in sicer iz odzgoraj proti dol, kot row, ne. Tako da gremo začeti, tretjo vajo za hrbet. Evo folk, zaključili hrbet s temi rowi, oziroma pull downi, kakorkoli JPG style, iz zgoraj proti odspodaj, za zaključiti hrbet. Feeling kar pumped in the lats. Zdaj pa gremo na biceps folk in danes bo malo več pri bicepsu, bo malo več fokusa na neutralen grip, torej na hammer curlse. Torej imamo 3 vaje, torej prva vaja so klasični standing hammer curls, unilateral, potem imamo na incline klopci, imamo navadne supinated z obratom zapestja za biceps in na koncu imamo še na kablu, imamo spet hammer curls unilateral, ampak to na kablih. Sem si pa prinesel, večinoma si vedno prinesem fat gripse za biceps, to res pomaga še posebej, ko delamo ta brachialis v neutralnem gripu in tudi za forearme pomaga, full ball se pač aktivirajo forearmi, full ball se aktivira brachialis, odkar pač sem začel uporabljati te fat gripse. To so pač prav od Jim Beama, ki nisem vedel, da jih imajo, ampak sem si jih vzel, tako da evo, priporočam, so pač nič kar posebnega, ampak dodajo unih par procentov na tem treningu za biceps, ki je pač full dobro. Tako da evo, zdaj začnemo z bicepsom, kot sem rekel, prvo standing, potem seated z inclinom in potem še na kablu. Nič kaj kompliciranja, malo se grejemo in potem gremo na heavy, ampak spet ne toliko heavy na bicepsu, na rokah, raje malo bolj high reps, tako da eni
res, da se izpumpa, da peče, da se napumpa biceps in to je to. Gremo zaključiti ta trening. Let's go! Danes gazimo s Fitmaxom, Erdo Fitmax, workout soon. Je prišel Erdo malo, si zdaj začel v fitnessu trenirati, ne? Malo, treba za moč. Igram nogomet, ampak moč nikoli ne mora biti premalo. Ni dovolj moči, nikoli. Vedno si lahko močnejši. Evo, take advice from Erdo. Tili skupaj en workout enkrat. Lepo treniraj. Kot rečeno, to sta bile te 3 vaje za biceps. Intenziteta, kot ste videli, kar visoka. 5 gripsa sem uporabljal na prvih 2, zdaj tukaj na tej zadnji s temi strepsi, kabli, ki sem jih uporabljal, pač nisem jih uspel. Vseeno, dober pump, ki zadnje čase tej pumpi na rokah, biceps, triceps niso bili tako dobri, danes zelo dober. Pašta je delovala in pre-workout je deloval, tako da nice. Zdaj pa greva z snemalcem Valjem na post-workout meal. Tortilja, smo prišli v sabo in niso imeli kruha. Very good, not very good. Tako da evo, smo bili prisiljeni k tem, da vzamem tortiljo. Tako da to je še manjše, vse skupaj glede kalorij, kot pa sandvič. Pepsi Zero. Tako da evo, vseeno pač dober obrok po treningu. Zdaj bom to zbasal, valjda teriyaki chicken. Very good post-workout meal. Post-workout meal, rešen, Subway, verno basing. Pozneje zvečer imam še zadnji obrok, klasičen, danes, ker pač nisem shake spil. Po treningu ga bom spil potem čisto zvečer, moj klasičen shake. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje spusti flexing arm emoji. Komentarji in pa lajki tukaj na YouTubeu veliko pomagajo za algoritem, tako da, kot sem rekel, spusti komentar. Če še nisi, spusti like, gremo probati na tem videu priti do 300 lajkov in če še nisi subscriben ali subscribena, res pomisli na to, da se subscribaš, ker se bližamo 5000 subscriberjem, tako da bi full cenil, če gledaš moje videe, da se subscribaš. To je to od mene, folk, za ta video in se vidimo kot vedno naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube Bangerju.